Dober dan, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci Dan odprtih vrat zobozdravniških ordinacij. Z nami so doktorica Neja Jurjec, doktorica dentalne medicine, vodja delovne skupine za ustno zdravje pri odboru za zobozdravstvo, ki pripravlja to akcijo oziroma ki vodi to akcijo. Z nami je tudi dr. Krunoslav Pavlovič, doktor dentalne medicine, predsednik odbora za zobozdravstvo in podpredsednik Zdravniške zbornice. In z nami je tudi gospod Davorin Gec, direktor podjetja Gospodar zdravja, ki pa po IT plati podpira to akcijo. Tako da kar začnimo. Dr. Neja Jurjec Smole, če lahko v bistvu predstavite akcijo na kratko, komu je namenjena, kako se lahko pacienti vključijo. Lep pozdrav v imenu delovne skupine Ustno zdravje odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije. Zelo smo veseli, da smo po enem letu ponovno tukaj, saj natanko pred enim letom smo vas povabili na prvi dan odprtih vrat zobozdravstvenih ambulant, ki je bil med prebivalci Slovenije zelo lepo sprejet. Zato vas tokrat ponovno lepo vabimo, da se priključite 10. oktobra na že drugi dan odprtih vrat zobozdravstvenih ambulant. Kot sem omenila, bo to potekalo 10. oktobra izven ordinacijskega časa, kar pomeni, da sam delovni proces v zobozdravstvenih ambulantah ne bo moten. Dan odprtih vrat je predvsem namenjen posameznikom, ki bodisi nimajo izbranega zobozdravnika, bodisi zaradi različnih vzrokov že dlje časa niso prestopili praga zobozdravstvenih ambulant. Morda pa je zgolj strah tisti, ki jih omejuje, da bi naredili tisti prvi korak. Zato smo se odločili zobozdravniki Slovenije, da stopimo skupaj in odpremo vrata ambulant, kot sem omenila, 10. oktobra. Glavno je, da bomo na ta dan zobozdravstvene ambulante odprli za posvete, ki bodo trajali od 15 minut pa do 30 minut. Zobozdravnik si bo vzel čas, da se z vami pogovori o vseh težavah, ki pestijo posamezne paciente. Zelo pomembno je, da se zavedate, da na ta dan se ne bodo opravljale klasične stomatološke storitve, ne bodo se izdelovale plombice, ne bo se čiščil zobni kamen ali pulili zobe, ampak si bomo vzeli čas, za ta pogovor, ta čas, ki ga zelo velikokrat zmanjka. Tako da res lahko pridete, se pogovorite z zobozdravnikom o prav vsem, kar vas pesti, in morda bo to tisti zagon, da boste se potem naročili pri svojem izbranem zobozdravniku. Glavno je, da zobozdravniki stopimo skupaj, da dvignemo zavedanje v Sloveniji, da je stanje v ustni votlini izrednega pomena, saj je ustna votlina del celotnega telesa in moramo se zavedati, da je zdrava ustna votlina osnova za zdravo in pa samozavestno telo. Najlepša hvala za to predstavitev akcije. Zdaj pa prosim dr. Krunoslava Pavloviča, predsednika odbora za zobozdravstvo in podpredsednika zbornice. Oba zobozdravnika, ki sta danes z nami na novinarski konferenci, naj povem, sta tudi lani sodelovali v akciji in prav tako letos, da morda predstavite še širši vidik akcije. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Se pravi, kot je kolegica omenila, gre za drugi dogodek. Lansko leto smo prvič odpirali svoja vrata ordinacij, ker smo želeli prikazati pacientom, kako pravzaprav delo v naših ambulantah poteka in omogočili tudi dostop v bistvu tistim pacientom, ki nimajo izbranega osebnega zobozdravnika ali pa imajo otežen dostop do zobozdravstvenih storitev. Številke že poznate, 560 tisoč je takih v državi, ki nimajo izbranega osebnega zobozdravnika. Gre pa pravzaprav za projekt v okviru širšega projekta krepitve ustnega zdravja ter zdravstvene pismenosti prebivalcev v Republiki Sloveniji. V sklopu tega projekta pravzaprav je potekalo več aktivnosti na večjih nivojih, in sicer ozaveščanje pomena interdisciplinarnega sodelovanja tako zdravnikov in zobozdravnikov pri obravnavi pacientov z ustnimi boleznimi, se pravi ne samo v zobozdravstvenih ambulantah, ampak tudi pri družinskem zdravniku, v bolnici, na specialistični obravnavi.
In na to temo smo organizirali skupaj z zdravniki že 2 seminarja, sedaj pa v pripravi še 3. seminar. Produkt teh seminarjev pravzaprav bo, da bomo skušali na prebivalcem razumljiv način tudi podati ključne informacije, kako pravzaprav tudi sami lahko pristopijo aktivno k reševanju svojih problemov oziroma reševanju problemov, ki nastanejo v povezavi z ustnim zdravjem. Se pravi, gre za ozaveščanje prebivalstva v pomenu ustnega zdravja skozi različne komunikacijske kanale, tudi ob Svetovnem dnevu ustnega zdravja. To je pa ta 3. segment, s katerim smo pravzaprav skušali dvigovati pomen ustnega zdravja v naši družbi. Poleg seveda odprtja ambulant. Se pravi, cilji teh projektov so ozaveščanje prebivalstva v pomenu ustnega zdravja, potem dvigovanje predvsem pomena preventive na tem področju in pa seveda interdisciplinarno sodelovanje kolegov. Zakaj to izpostavljam? Ker v preteklih dneh smo pravzaprav prebirali usmeritve zdravstvene politike za leto 2024-2025 in pravzaprav se v tem dokumentu kar na večjih nivojih prepoznamo in si pravzaprav želimo, da tudi odločevalci nas na tem področju slišijo in da lahko skupaj še bolj aktivno pristopimo k ozaveščanju prebivalstva in dvigovanju, se pravi, preventive, predvsem preventivnih storitev na področju javne zdravstvene mreže. Moram poudariti tudi to, da za tem projektom izpolnjujemo neke ključne smernice strategije Svetovne zdravstvene organizacije in pa njihovega akcijskega načrta na tem področju in pa hkrati tudi naše strategije, ki smo si jih začrtali pred 2 leti in pač skušamo kot stroka doprinesti k dvigovanju, se pravi, zavesti in pa kakovosti pravzaprav ustnega zdravja pri nas. Tako se pravzaprav strokovnega stališča nekako skušamo postavljati ob bok evropskim smernicam in probati oblikovati kot stroka, kot deležnik v zdravstvenem sistemu čim bolj prožen zobozdravstveni sistem, ki bi dejansko odgovarjal potrebam prebivalstva in jih ščitil pravzaprav pred razvojem težjih oblik ustnih bolezni. Ob dnevu odprtih vrat pravzaprav si bodo kolegi vzeli čas za pogovor in pomoč prebivalcem. Odločili so se, da bodo delali seveda zgolj doktrinarno v skladu z strokovnimi standardi in normativi in pravzaprav ne tistimi standardi in normativi, ki jih predpisuje Zavod za zdravstveno zavarovanje, za katerega so ocenili, da so nevarni tako za pacienta kot tudi za njihovo delo. Ob koncu bi se rad pravzaprav zahvalil Kuradenu in pa Gospodarju zdravja, ki sta v bistvu logistično podprla projekt in pravzaprav s to podporo prepoznala pomen tovrstnega delovanja in pa seveda tudi kolegom, ki sodelujejo v projektu in verjamejo, da se tudi v teh težkih trenutkih v zobozdravstvenem sistemu še vedno da pokazati tisto, kar je prav, ter pomagati ljudem tudi izven pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, brez nekih birokratskih predpisov. In ob koncu bi rad povabil res vse, ki jih zanima karkoli o njihovem ustnem zdravju ali imajo konkretno težavo ter ne morejo, se pravi, obiskati osebnega zobozdravnika zaradi čakalnih vrst ali kakršnihkoli drugih birokratskih ovir, da izkoristijo to priliko in obiščejo naše ambulante. Hvala. Najlepša hvala doktorju Krunoslavu Pavloviču. In zdaj poglejmo še ta del, kako bo potekalo naročanje na te termine. Poskušali smo ga tako kot lani čim bolj, to se pravi, olajšati, poenostaviti. Tako da lepo prosim gospoda Davorina Geca, da nam predstavi, kako bo to potekalo. Je pa vse, to se pravi, na spletni strani Zdravniške zbornice bo dostopna povezava. Lepo pozdravljeni. Gospodarju zdravja skrbimo za informacijsko podporo izvajanju temu projektu. Tako zdravstvenim izvajalcem, ambulantam omogočamo na eni strani, da same razpiše termine, na katere se bodo ljudje lahko naročali in imajo sami možnost izvajanja storitev in na drugi strani, da se ljudje pač naročajo. Ljudem omogočamo tudi, da
si pred obiskom uredijo svoje zdravstvene zadeve, tako da se lahko brezplačno registrirajo gospodarja zdravja, izpolnijo določene zdravstvene podatke in jih delijo zdravstvenim izvajalcem, s katerih jih bo obravnaval. Samo naročanje pa poteka tako, da gredo na spletno stran zdravniške zbornice, poiščejo prispevek o dnevu odprtih vrat zobozdravniških ambulant. Se pričujem, bom pokazal še enkrat, se pravi, gremo na osnovno spletno stran zdravniške zbornice. Spodaj vidimo prispevek dnevu odprtih vrat zobozdravniških ambulant. Odpremo prispevek in kliknemo gumb tukaj naročanje. Pojavi se seznam ambulant, ki so razdeljene po regijah, tako jih lahko glede na željeno regijo in pa razpoložljive termine izberemo posamezno ambulanto, pa izberemo na primer eno ambulanto. Si pogledamo recimo obvestilo ambulante, kjer vidimo, da bi si želeli mogoče poglobljeno zdravstveno informacijo o samih pacientih in izberemo zelen prost termin, na katerega se naročimo. Vpišemo svoje podatke. V primeru, da ste že prijavljeni v gospodarja zdravja, so ti podatki že predizpolnjeni in kliknete gumb rezerviraj. Na ta način ste vpisani v termin, priporočamo, da vnesete svoj elektronski naslov, zato da dobite tudi potrditev na e-mail. To bi mogoče opozoril posebej, da v primeru, da se termina ne boste udeležili, da to sporočite ali telefonsko ambulanti oziroma v potrditvenem mailu odpoveste termin, zato da v tem primeru se bo na termin lahko naročil nekdo drugi, ki to storitev želi oziroma potrebuje. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj, v bistvu naročanje poteka od danes naprej, vse do zadnjega dneva oziroma do ponedeljka, dan pred začetkom akcije. Zdaj pa so vam gostje na voljo za vsa vprašanja. Mislim, da sta dva kolega tudi še po Zoomu, tako da najprej vprašanja, ki so od tukaj, potem pa preverimo tudi, če še na Zoomu so vprašanja. Ja, Domen Deleste, a mene sem zanima, sem pravilno razumel, 40 zobozdravnikov bo sodelovalo, pa koliko je vseh terminov razpisanih? Računamo nekje po 100 terminov, da bo na razpolago po celi Sloveniji, po vseh slovenskih regijah. Pa lansko leto, če sem prav razumel, je bila prvič ta akcija. Imate mogoče podatke, koliko se je takrat udeležilo ljudi, pa kakšna so bila najbolj pogosta vprašanja, recimo, ki so jih vaši kolegi dobivali na ta dan? Število terminov je bilo podobno kot letos. Večinoma je šlo za to, da so pacienti iskali informacije o možnosti zdravljenja, pogovarjali so se o svojih težavah, kolegi so jih usmerjali v primerno terapijo, lahko so se naročili pri njih naprej za obravnavo oziroma so s tem podatkom iskali pomoč potem tudi pri izbranem, mogoče že prejšnjem zobozdravniku. No. Tako da v bistvu ocenjujemo, da je bilo zelo uspešno lansko leto glede tega. Tudi iskali so se še dodatni termini in vem, da so naknadno še kolegi odločili pa nekaj terminov odprli, zato so omogočili res vsem, ki so si želeli obiskati, da ni nihče pač ostal brez. Pa mogoče še to, kar ste ravno omenili usmeritve zdravstvene politike, kateri so tisti deli, na katerih ste se prepoznali zobozdravniki, ali to mogoče to plačevanje po kakovosti, ker recimo neke alineje, tako kot pri družinskih zdravnikih, kjer je predvidena razbremenitev njihova z administrativnimi razbremenitvami z več kadra, recimo za zobozdravstvo ni, recimo alineje, kjer bi pisalo, da se bo več ortodontov vključevalo ali pa zobozdravnikov v javno mrežo. Predvsem v tistem delu, kjer se govori o prenovi programov, se pravi, neminovno je nujno potrebno prenova programa odraslega zobozdravstva, ker danes ne odgovarja potrebam prebivalstva, predvsem v smeri krepitve preventive in tukaj vidimo v bistvu neke začetke tega.
v evropskih zdravstvenih sistemih je to povsem običajno in se to še dodatno sedaj po koronskem času pravzaprav stimulira. In pa seveda osnovni cilji oziroma principi tega dokumenta so navedeni kot je enakopravnost, se pravi, da vsi enakopravno dostopajo do zobozdravstvenih storitev, univerzalnost, se pravi, da so definirane neke univerzalne zobozdravstvene storitve, ki so dostopne vsem, danes 560 tisoč ljudi dejansko do teh pravic ne dostopa, so zelo široke. Seveda, stališča neke košarice je to zelo všečno, ampak nefunkcionalno na koncu, če imamo v bistvu to je četrtina prebivalstva, ki ne dostopa do teh storitev. In je veliko vprašanje, kakšen ima tak sistem javnozdravstveni učinek. Mi recimo zdaj dobro vemo, da je neoskrbljeno ustno zdravje ali pa ustne bolezni, dajmo reči, kot ne povzročajo se pravi odsotnost iz dela, povzročajo odsotnost iz šole, poslabšanje kroničnih bolezni. To pomeni, da ljudje bistveno dalj časa ležijo v bolnicah in povzročajo na tem področju bistveno večje stroške v zdravstvenem sistemu, pa bi se to lahko dalo bistveno bolj preprečiti. Ena od takih strategij, kot na primer sedaj, ko se pogovarjamo o ukinitvi amalgame, je ravno preventiva. Mi lahko s preventivo bistveno zmanjšamo uporabo amalgama recimo v prihodnosti, pa je to mogoče bolj smiseln ukrep, kot da se pogovarjamo zdaj, kakšne nadstandardne storitve bomo uvedli v neko košarico, kjer bo dejansko na koncu le peščica ljudi prišla do njih. Tako da tukaj se, ja, in pa mogoče še ta del v teh usmeritvah, da končno razbiramo, da je plačnik odgovoren plačati pravzaprav storitev takšno, kot je po realni ceni, ki se trenutno nahaja na trgu. Se pravi, da imamo mi dejansko stroške zdravljenja pokrite, ko delamo v ambulantah, kar je ravno nasprotje, kar se je zgodilo spomladi, ko se je uvedla nova zobozdravstvena storitev strojnega širjenja koreninskih kanalov, kjer dejansko je šlo to vse mimo stroke in danes ugotavljamo statistično, da se teh storitev več ne izvaja, pa je to neka zelo pomembna storitev, ne izvaja, bistveno manj izvaja, zaradi tega, ker če zavod podfinancira določeno vrsto storitev, usmerja, se pravi, zdravljenje popolnoma neko drugo in sedaj se dogaja, da zavod zelo dobro plačuje protetične izdelke, kar je v bistvu v nasprotju z Svetovno zdravstveno organizacijo, z našo strategijo. Mi želimo zdraviti, ne pa nadomeščati škodo, ki je nastala v ustih. Še je bilo. Najlepša hvala. Še kakšno vprašanje tukaj? Preverimo zdaj, če so vprašanja tudi še po Zoomu. Če smo odgovorili potem na vsa vprašanja o tej akciji, bi se vam, spoštovani novinarji in novinarke, lepo zahvalila za današnjo udeležbo in sodelovanje na novinarski konferenci. Prav tako vsem gostom, kolikor se pojavijo kakršnakoli vprašanja, nas prosimo kontaktirate in zelo vam bomo hvaležni, da pač prebivalcem in prebivalkam prenesete to sporočilo, da lahko brez strahu opogumljeni se udeležijo akcije in pridejo v zobozdravniške ordinacije po posvetu svojemu ustnem zdravju. Najlepša hvala vsem. Hvala.